Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Ženske smo neverjetna bitja. Vsak teden je lahko druga ženska ob moškem, čeprav gre za eno in isto žensko. Zakaj? Ravno zaradi vseh teh hormonov. Enkrat tako, drugič tako. In tudi, ko ženska pride do različnih zdravstvenih izzivov, najverjetneje gre za podivjane hormone, ki pa jih v red dobro pomaga spravljati Simon Godina, ki je sicer zdravstveni trener. Danes bomo govorili o tistih stvareh, za katere je pomembno, da jih vsaka ženska pozna o svojih hormonih, vsekakor pa nekaj besed predvsem o ščitnici. Že slišim, Simon je prišla. Ja, kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Ja, pri nas je bolj mrzl, ne? Ti si iz Primorske prišla, ne? Jaz sem taka, po mojem imam že malo valonge, veš, ko sem malo pri pauzi, pa malo. Ampak meni je to kar všeč, ker sem ko se zebla, tako da sem kar zadovoljna. Da si na Primorskem. Da sem malo bolj tako vroča. No, vroča. To vsekakor si. In ja, no, lej, krasno, to ti tudi omogoča, da si na toplem bolj, da vse te seminarje, webinarje in tako naprej tudi vodiš. In pa 16. marca vendarle prideš v Ljubljano na tale tvoj dan hormonov in ščitnice. Se že veselimo. Ja, odločila sem se, da bom naredila tak VIP dan za hormone in ščitnico, da v bistvu ženske naučim to, kar jih medicina pa zdravniki ne učijo, kar nas ne naučijo. Ker ženske poleg medicine, poleg zdravil lahko še same zelo, zelo dobro poskrbimo tako za svoje hormone, kot za ščitnico. In to je prevzemanje lastne odgovornosti za zdravje. Ja, moramo delati, mislim, na širše. Saj zdravnik ne more nas nauči hrane, življenjskega sloga. To jaz učim. Kako v bistvu prirediti okolje našim hormonom, tudi naši genetiki, da se pravilno odziva. Daj mi povej, zakaj pa pravzaprav v osnovi naši hormoni malo začnejo divjati sem pa tja? Ja, zdaj, jaz sem tudi ta VIP dana zastavila tako po tem mojem sistemu treh modulov, adrenalka, estrogenka, ščitnica. In ta adrenalka, ta adrenalni del, ko nam nagaja stresa, tukaj je največji problem. Stres ni samo tisti čustveni, čeprav tudi tega čustvenega se malo premalo zavedamo, ampak je lahko tudi prehranski, tako da prehrana lahko tudi deluje kot stres na telo. Pač hrana, na katero je naše telo preobčutljivo, bom rekla, ker intoleranca je drugo. Je bolj tis laktoza, da ne moramo prebavljati. To je bolj preobčutljivost, se pravilno reče. In tudi razne kemikalije, težke kovine, pesticidi, te kemični, tudi hormonski motilci, to tudi ustvarja stres v našem telesu. Ampak obstaja več vrst stresa, a ne? Ja, vse to, kar sem rekla, prehranski, ta fizični, kemični, tudi pretirana kardiovadba je za hormone čisto kontraproduktivna. Kar je vadbe več kot 20-25 minut, je že preveč kortizola, lahko seveda ob nepravem času še potem. In ta notranji stres, to, ker nismo zadovoljni s seboj, ker imamo te nahrbtnike polne nekih zamer. To tudi vpliva? Zelo, zelo. Glede na to, da že dolgo časa se ženske nate obračajo zaradi tega, ker imajo očitno težave z hormoni in neravnovesjem, me zanima, koliko ženske, recimo v Sloveniji, koliko sploh poznamo delovanje svojih hormonov? Premalo se zavedamo, premalo poznamo, tako da moram reči, da ženske vpijajo ta znanja, potrebujejo ta znanja. Zato, ker nekako tudi mislim, ne, da niso zadovoljni zdravniki. Mogoče od zdravnika preveč pričakujejo, ker zdravnik jim ne pove, kako naj se obnašajo, kakšno hrano naj jejo. Zato, ker se pač oni niti tega specialno za hormone ne učijo. To se učimo pač mi, kad delamo te stvari. Jaz se poglobim v hrano. To, da pri meni ni hrana samo ena dieta, ki se jo držite in se jo morate držati, ko sploh ne funkcionira, ampak se naučimo, kako mi to lahko reguliramo na sam hormonski sistem. Ker tukaj je zelo pomembno to nihanje kortizola, inzulina, ta sladkor, hop. To vpliva na hormone in na ščitnico. Ampak to pa je potem tisto, kar je v Hipokratovi prisegi hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana.
Ja, ker zdaj dostakrat tako slišim, ja, pa hrana je brez veze, ne, tudi medicina nekako je podcenjujoče, da bi zdaj hrana bila lahko zdravilo. Ne, ampak dejansko hrana je zdravilo, ampak ne na način pojem deluje, ne, se to sem je že velikokrat povedala, nič ni narobe z zdravili, z vsemi terapijami medicinskimi, to potrebujemo. Mi zdravnika potrebujemo, da postavi pač svojo diagnozo, ker on se bolj globoko v bistvu posveča svojemu delu. Ginekolog pač pozna določene stvari, ki jih jaz ne poznam, se ne v to, bom rekla, vmešavam. Jaz pa poznam, kako hrana deluje, kako življenjski slog deluje in to moramo združiti. In to je integrativni. Jaz sem integrativni zdravstveni trener, zdravstvena trenerka in jaz to povezovanje v bistvu učim. In tukaj premalo delamo. Tako da veliko žensk ima slabo vest, ja, pa sem bila tam, pa ni delovala, pa sem bila tle, pa ni delovala, pa sem bila tukaj. Ampak to združimo pravilno. Tako da ženske, vse, kar ste naredile, vse ste dobro zase naredile. To jaz vedno potolažim. Samo zdaj je treba to v en sistem spraviti. In jaz pa ta sistem v bistvu učim. In tudi tukaj na tem VIP dnevu bom jaz zelo konkretna, ker sem videla, da to teorijo moje ženske že nekako obvladajo. Zdaj, če jo nemo, je tudi moj ta video seminar, pa se lahko že pred tudi dnevom naročijo, pa se malo poučijo. Da dobijo temelje. Te osnove, saj tudi, ker se z mano dela individualno, jaz hočem, da se to pač malo pozna, pa potem nadgradim in potem se bomo v živo to učile. Pripravljale si bomo hrano, tako, ki si jo bomo potem doma pripravljale, kaj dodati, kaj izločiti, da mi točno vemo in si prilagoditi na svoj ritem. Se pravi, praksa, praksa, praksa. In gremo v prakso tamle za pult, prav? Ja. Kaj boš vzela čajček zraven? Da ti ga še malo nalijem. Evo, en tak dober, fini, ekološki. No, se čajčki so tudi ziher v tvojem programu, ne? Ja, ja. Kaj si prinesla? Nekaj malo... Ja, zdaj, to je hrana, ki mogoče tako najbolj stres povzroča. Aha, okej. Zdaj, pač par primerkov sem prinesla. Tako da hrana, recimo, eni mislijo, da te križnice motijo ščitnico, pa ni res. Direktno ščitnico in naše hormone moti rafiniran škrob, to, kar hitro dviguje inzulin, to je hrana. To je v bistvu hrana, ki ima visoki glikemični indeks. Ok, ampak tole meni zgledajo oni špageti, ki so kao brez glutena. Te so brez glutena, ki so koruzni. Tako da koruza je tudi zelo vnetna. Zdaj, ženske, če se hočete zrediti, vemo, kaj se živalim daje, da se hitro zredijo. Koruzo? Ja, s koruzo ti tako ne ješ te živali, kar je prav. Kar je prav. Tako da meso pač živali, ki je hranjena z koruzo, je vneto meso in to ni za hormone dobro. Ker te živali ne morejo preživeti brez antibiotikov, brez dodajanja nekih hormonov, zato ker so bolne so, to so bolne živali in če mi jemo to, pa smo tudi bolni. Veliko je omega 6, koruza, tako da koruza je dosti vnetna, tako da vsi te brezglutenski izdelke, jaz jih tudi prepovem. Brezglutenske izdelke? Ne, te mokce, evo, lejte to pudrček. To je, hop, inzulin, dum, skok kortizola, potisk ščitnice, to ni hrana. Ampak dobro, brez glutena je tudi recimo ajda, boš zdaj rekla, da ajda tudi ni v redu? Ajda vsebuje tudi določen glutena, ki ima pač tudi protein, ki tudi je lahko, zdaj to je spet rafinirano, zdaj to ne pomeni, da jo ne smemo jesti, ampak ne prepogosto. Ljudje ponavadi... Vse rafinirane, v bistvu vsaka moka, ki je rafinirana, je v bistvu hitro deluje. Sej kokain, če ga vi tako grizete, ne bo deloval tako kot tis v prahu. To je koncentrirano v prahu in ima drugačno delovanje. No, ampak nekaj pa zdaj ne razumem. Testenine brez glutena, moka brez glutena, ajdova tale, pa tele so tudi ziher neki diabetes varianta. Sej, ni važno kaj. Veš, kje je to v trgovini? Tam, ko piše zdrav kotiček. Ja, se je za zamisliti, pa tudi, če piše bio, pa so pirine, pa bio, to še ne pomeni, da je zdravo. A to je treba, da to se stane? Tako da to so zadeve, finese, ki jih v bistvu jaz učim, ker dostikrat vidim, da so tudi te klinične diete so preohlapne. Ne pojejo kakšno mleko, kakšen izvor, jaz povem kakšno meso, koliko tega, kakšne ogljikove hidrate, tole sploh ne rabimo.
Ljudje mislijo, da so ogljikovi hidrati testenine, moke, ja, če pa ne bom ogljikovih hidratov, kakavo pa pol. Ne? Ja, in kaj bi dala namesto tega? Namesto tega zelenjava, gomoljna zelenjava recimo. Okay. Tako da, to se bomo Kako vse pa palačinke pol narediš? Palačinke pa mogoče bolj iz mletih semen, recimo, ne, mleta konopljina semena na ta način, pa še pravilno predelana. Ne. Tako da zdaj odvisno, kakšno je naše stanje, ne. Ni vse za vse. Ne. Ampak predvsem moramo paziti, da hrana, ki hitro dviguje inzulin, tudi bolj moti ščitnico kot te križnice, ki se jih vsi tako bojijo, pa jih nobena nič ne je. Ne. In potem jejo take na hitro stvari. Na hitro se lahko tudi že boljš sadje. Katere so križnice, kaj spada med križnice? Te brokoli, cvetače, te stvari. Okay. No, to je definitivno skoraj vsak dan na mojem jedilniku. Predvsem premalo jemo te razne gumolje, no, pa to smo mi dve že itak o tem dosti govorili. Tako da mi se bomo tle na tem VIP dnevu učile, kako si v bistvu sestaviti obrok. To pomeni, da boste tudi kuhali? Pripravljale bomo. Pripravljale, tudi v živo jaz to vse prinesem, vse tisti, ki me poznajo, vejo, kako moje delavnice izgledajo, da jaz to vse v živo prinesem. Tako da se bomo mi naučile, kaj pa lahko. Ker če jaz povem, ne smeš, grozen, Simon je grozna, kaj mi je vse prepovedala. Ja, točno to. Ampak se usmerimo, kaj ne jemo. Jaz vidim, da ljudje premalo pestro hrano jejo. Tako da mi se bomo v živo naučile. In ne samo kaj, tudi časovno. To je zelo pomembno. Ker kortizol ima svoj ritem. In če mi nepravilno zastavimo ritem prehrane, tudi se ne naspimo. Če se ne naspimo, se ne razstrupljamo. A se greva nazaj vse stran zdaj od tega, kar moramo izločiti. Daj mi nekaj povej, ko so se pogovarjali, o čem bova danes govorili, si napisala, da lahko pravzaprav ženske hujšajo, se razstrupljajo tudi s pomočjo svetlobe. Kaj si misliš s tem? Ja, zdaj tako je, naši hormoni so v bistvu po naravi nekako usklajeni za svetlobo. Ker ta svetloba je zelo močna, tudi če je oblačno, so še te luksi še vedno močnejši kot neke žarence, recimo. In to aktivira ta kortizol, da imamo mi energije. Sami vemo, da kaj sonce smo vsi polni energije, pa čisto drugače funkcioniramo. Tako da mi moramo v bistvu se v tem uskladiti. In načeloma, kaj je tema, se telo začne umirjati, kortizol nadomesti melatonin, ker to sta dva hormona, ki se izmenjujeta. Kortizol je tisti, ki nam da energijo, zjutraj mora biti visok in čez dan počasi pada. Normalno je, da zdaj, ki je pač pozimja, ki smo imeli probleme, ki je zelo zgodaj že tema, smo tudi bolj utrujeni, ker smo mi po naravi tako narejeni. In zato moramo to upoštevati. In takrat, ko je melatonin, takrat se telo že razstruplja, že regenerira, takrat ni čas za hranjenje. Mi se pa takrat hranimo in kaj potem gre za vogal in pa se čudimo, zakaj imamo preveč. Gre za vogal, ta je dobra, ta je dobra. Se pravi, ko je tema fertik? Načeloma ja. Pa jaz tako učim te okvire, v katerih okvirih se je, ne samo kaj. Tako da vi lahko tudi jeste totalno normalno isto naprej, ampak samo okvire časovne zamenjate. Pa zdaj odvisno, kjera hoče hujšati, kjera hoče karkoli, tako da je to potem pomembno. In to jaz naučim. In tudi zdaj, ko sem recimo v praksi imela skupine že po 6 mesecev, sem videla, smo se popravljali. In jaz točno vem, kako pa zamenjati in pa tudi povem, če to ne bo delovalo, pa gremo to. Ali pa malo spreminjati. In da vejo, kaj spreminjati. To, da ni treba sploh diete in ženske tudi v glavi skozi dieta. Hujšam že 10 let, hujšam že. In ko se nehaš tem obremenjevati, se začne dogajati. In ko začneš telo hraniti, in ko začneš uživati v svojem telesu in v hrani. Ker ravno to hujšanje, se mi zdi, da je dostikrat toliko proti telesu, poleg tega je na trgu toliko agresivnih izdelkov, agresivnih načinov proti telesu. Če pa ti poznaš svoje telo, pa lahko delaš skupaj s svojim telesom. Ja, vsaka se mora v bistvu to naučiti. In jaz imam zdaj že toliko prakse, da točno povem, kaj v menopavzi, kaj je tista, ki ima ščitnico, ki ne more hujšati, kaj ona ima preveč delujočo, premalo, če se redi v pasu, če se redi v rit. Tako da to so vse potem taki praktični nasveti iz prakse in delujejo. Predvsem pa, mislim, ženske se preveč obremenjujejo, dieta. Jaz nočem, da smo na dieti. Ker nima smisla, ker tudi z menopavzo se spremeni. Ženske so danes v menopavzi že pri 40-ih.
so že hormoni taki, ne, in se že redimo, je že problem. Ne. Pa je pa še stres zraven, pa cel kup stvari. Ne. In jaz naučim, kako ženska v bistvu tudi svoje telo spozna z vidika tega delovanja in potem je tudi varna in ve, kaj ja, kaj ne, sej se tudi pregrešimo. Ampak veš, Pa dobi malo samozavesti. Ja, in točno veš, kaj je prav in se nimaš skozi slabo vest in nisi skozi, sem spet pojedla tortico. Jaz naučim, kako lahko brez slabe vesti tortico pojeste, kako skombinirati zadeve, da se to nič ne primejo, ne? Da se pravilno zastavi, da ni hop sladkorja, tako da... Mislim, da si ravno kar razprodala svoj VIP dogodek 16. marca s tem stavkom. Sicer pa glede obremenjenosti podala si kar nekaj nasvetov, torej organizirati se je treba. Prebrala bom tisto, kar si torej navedla oziroma kaj navajaš, pa boš povedala, kaj od tega je na prvem mestu, s čim torej začnemo. Razmislite o tem, kaj vas spravlja v stres, izločite nepomembne naloge, ne odlašajte in ne zamujajte, dodala si tudi organizirajte, reorganizirajte svoj urnik, kako perfekcija ni potrebna, obremenjujoči tudi multitasking, izogibajte se osebam, ki vam jemljajo energijo, poenostavite si življenje, ustavite se, meditirajte, več se družite, uvedite rutine, sproščanje in uredite si okolje. Prvi korak. Zdaj tako je, ko mi začutimo, da smo utrujene, to je znak telesa. Halo, ženska, ustavi se. Ali pa, halo, ženska, naredi si kavico. Ja, poskrbi zase. To telo nam govori. Jaz sem pa mislila, da boš zdaj rekla proti... Kar rdeča lučka na avtu. Nič nisi zdaj rekla proti kavi. Ne, kavica ima svoje mesto. Jaz sem se hotela odvaditi, pa mi ni rata. No, pravilen čas je. Mislim, kava ima plus in minus. Pač, če jo je preveč, odvisno, kako mi zdaj metaboliziramo ta kofein. Kofein. Ja, tako da eni ne morejo spati po kofeinu, eni zaspijo. Jaz, če spijem popoldne, jaz sem zajec do 2 zjutraj, tako da odvisno. Tukaj si navedla tudi poenostavite si življenje. Če si nam ga glih kar zakomplicirala. Jaz to, kar ne, veš, to si zelo dobro povedala. Jaz pri hrani nočem komplicirati. Zato pri meni ni pa tako morate sestavljati pa pa mislim, tega sploh ni. Ko me vprašajo, kako zdaj med sabo kombinirati, meso, pa ogljikove hidrate, pa ne vem kako. Sploh ni treba komplicirati. Treba je uživati v hrani. In jaz ravno to naučim, da v svoje urnike ženske lahko vključijo zdravo hrano in da začnejo zdaj. Ne takrat, ko bom imela čas, takrat, ko bom imela čas, itak mene ne rabijo. No, ampak tole me še zanima. Ti si se zdaj preselila, nič me še nisi povabila, da bi mi kaj skuhala, tako da ne vem, moram vprašati. A si ti ena izmed unih, ki v kuhinji porabi ogromno loncev in ogromno časa? Moje kuhanje je tako dosti enostavno. Enostavno? Mogoče vse v en lonc. Mogoče vse v en lonc. Jaz nisem neki zdaj master šef, tako da čeprav so me tudi povabili, da bi kuhala, ampak jaz to ne znam, te tehnike kuhanja. Pri meni je to zelo enostavno. Tudi v tej moji super prehrani, ki so videi, sem jaz to pokazala. To je zelo na hitro. Tako da jaz več časa porabim, da to pojem pola. Zdaj, ko se usedem solatko, pa prežvečim in to skonzumiram. Če nimam časa, tudi pri frizerki, ki imam barvo gor, pa takrat jem. A, res? Solato. Ja, lepo počasi, zanj se mi prav smejala. Tako da ni potrebno toliko. In jaz pa tudi te praktične zadeve malo naučim. Kako si to organizirati. Že kako kupujemo, kako si to malo pripravimo. To je tudi ene vrste meditacija. Meni je to postal lifestyle, način življenja. Ukvarjati zelenjavo, rezati, si jo pripraviti, pa imam doma tudi moške, pa jo radi, pa se da to vse zorganizirati. Odlično, najlepša hvala. Simon Godina je bila v naši družbi in evo, 16. marca je VIP Very Important Person dan za vaše hormone, predvsem tudi za ščitnico. Sicer pa vsaj nekaj nasvetov iz teh naborov stvari, ki jih ženske lahko naredimo zase, pa vendarle prenesite v prakso tudi v svojem življenju. Začnite morda s tem, da se malce bolj organizirate.
čuti jasnost, da vse, kar je bilo, je in bo, enostavno je. Čuti moč, da si svoboden, neodvisen.